stran, da ne bom koga udaril. Se pravi, ujela me je noč, Kje imaš ti krompir? dež se pripravlja in rabim najti eno drevo. Tole bo v redu. Se pravi, prvi vozel se imenuje, že če sem rekel, začetni ali tesarski vozel. Je čist preprost, se pravi, to je nadaljevanje vrvi, to je konc vrvi. S koncem vrvi lahko pridemo nad nadaljevanje ali pod. Kje želite, da grem? Pod. Rekli smo, da koncu vijemo torej kam? Okrog samega sebe. Ja? Kolikrat? Trikrat. Enkrat, dvakrat, trikrat. Tukaj se mi ustvari ta kazanka, jo zategnem, kadar delam bivak. Je dobro, da imam to spet nekje v višini bokov. Glede na to, da bom pa zdaj pol še nekaj hotel plezati čez to vrv, bom pa pustil tle gor malo više, ok? Lahko pa kadarkoli jo spustim gor, dol, a vidite, zelo hiter nazaj zategnem, nič ne rabite odvezvati in se lahko zelo hiter uredi. Se pravi, s celo težo se obesim lahko gor, bolj zategujem, bolj bo držal ta vozel na mestu, ker gre za čisto trenje. Potem rabim poiskati drug konc vrvi, da grem lahko na drugo stran. Prosim, zdaj na tej strani pazite, da ne bom koga po nesreči mahnil. Tukaj bo v redu. Sicer baltanek drevo. Ok, ko pridemo okrog drevesa, okrog katerega hočemo napeti vrv, nekje pred drevesom naredimo torej trikrat uvijemo okrog roke, smo rekli, naredimo alpinsko zanko. Ja? To sem že včeraj nekaj kazal, ne? Spomnite? Se pravi, zagrabam ta srednjo zanko, potegnem takole čez in še enkrat čez. Vse te vozle imate tudi na mojem YouTube kanalu, si jih lahko pogledate v počasnem posnetku, če hočete. Tako da ne rabite si vse zapomniti, zdaj kar gledate. Tako da YouTube kanal se imenuje Polaris Survival School. Potegnem vso vrv čez tole zanko, se pravi, tle sem potegnil zanko čez. Zdaj potegnem komplet vrv čez. Čez to zanko, sicer običajno jaz tega ne počnem, ampak zato, da se ne boste zmedli, no, kakorkoli. Skratka, evo, tle dam tudi zdaj malo više, glede na to, da bom šel pol še čez. In tukaj potegnem za tole še stran. Potegnem in s tem, kaj delam? Šponam, ne? Dobim kot neke vrste škripec in se mi sila prepolovi. Ja? Poglejte zdaj ta trik. Z dvema prstoma držim vso silo. Je vrv še vedno napeta. Ja? Je? Tle naredim tako štirico. Se pravi, vržem tole čez. Lahko bi šel tudi čez obe tele. Takole noter čez, pa sem. Ne? Tudi to bi šlo. Evo, stegnem. Ok. Končano. Tukaj noter poiščem na palčko, taknemo tole zanko. Čakaj, zdaj moram pa ta pravo vleči.
Prav to palčko pustim noter za kot varovalko, da mi ne more kdo, ali sam jaz, ali kdorkoli od vas po nesreči potegniti, ker bi se potem vse skupaj sesulo. Zdaj, sprobam, če to mene zdrži, in kako gremo čez, torej po vrvi, kako plezamo. Pomembno je, da imate gleženj takole zahakljan čez vrv, zato da lahko lažje potem držite ravnotežje. Se stegnete gor na vrv, takole, kot sem se jaz zdaj, date glavo gor, dvignete nogo in lahko počivate tudi, a ne? V miru. Se ne morete dol pasti, ni šans. Razen ne vem kaj. Ko hočete iti čez, se pa pač z nogo dvignete telo, pa z rokami in se postavite po vrvi naprej. In ko se utrudite, spet lahko počivate. Kaj pa še? Po kosilu, a ne? No, skratka. Tako nekako. Težja varianta je ta, ne? Se pravi, da greste od spodaj po vrvi, to morate biti kar precej močni. Pa sigurno je dosti velika verjetnost, da boste čofnili v vodo ali pa pač v prepad, ne vem kam. Ok.